vseh težavah, ki ste jih imeli v tej sezoni in jih še seveda imate, kajti še vedno ste v coni izpadanja, je prišla tale kazen za vašega trenerja, morda vaš komentar, kako bi reagirali na tisto, zdi se mi nekoliko čuden dopis pritožbene komisije, ki so vam ga poslali v klub in Damjan Novaković več ne bo sedel na klopi v tej sezoni. Kaj ne rečem, najprej sem vesel, da smo danes zmagali. To se mi zdi, da je najpomembneje. Po drugi strani pa seveda lahko samo rečem, da sem zelo žalosten, ker če se enkrat matična zveza obrne proti tebi, potem je to nekaj najbolj groznega, tako kot da se tvoji obrnejo proti svojim. Namreč ne morem si drugače razlagati tega njihove poteze, ki nikakor ni uperjena proti trenerju Novakoviću, samo seveda je dala in krasen povod, da nekako ne vem zakaj in čigavo ime poravnavajo račune z našim klubom, z vsemi športnimi delavci, konec konca z mladimi košarkaši tudi v klubu in vsemi, ki se dolga leta prizadevajo in večinoma volontersko delajo v košarkarskem športu v Šentjurju. Velja, da sem malo čustven, ampak ne morem si drugače razlagati kot to, da pravzaprav najbolj udari ta kazen nas. Jaz verjamem oziroma sem prepričan in sem se tako tudi pogovarjal z trenerjem Novakovićem, da je napravil nedopustno napako, ni se smel spustiti na ta nivo, da pride do tega konflikta, ampak tako obračunavati z tvojimi trenerji, tvojimi člani zveze, konec koncev smo vsi člani te iste zveze, mislim, da je to nedopustno. Posebej še zaradi nekih zadev, ki za samim klubom nimajo nobene zveze. Morda kakšno besedo o teh zadevah? Jaz ne morem trditi, da je razlog, ki ga po vseh kuloarjih, celo na organih zveze razpravljajo, da pač eden izmed njihovih sponzorjev ni poravnal svojih obveznosti. Jaz upam, da to ne drži, seveda pa glede na ukrepe, ki jih izvajajo, nedostopnost, moram reči, da sem sporočilo poslal sekretarju zveze, moram reči, da me sploh ni odgovoril, da gre za neko stopno ignorance, predvsem arogance, dokazovanje moči, popravljanje nekih pravilnikov na internetnih straneh, za katere nikoli ne veš, odaj naprej veljajo in kako veljajo, ker nazadnje, ko smo gledali teh pravilnikov na nekaterih določil v teh pravilnikih na internetnih straneh zveze ni bilo. Torej, jaz bi pravzaprav rad zaključil s to epizodo in se predvsem osredotočil na to, tako kot večkrat rečem, tudi med tekmo se je zim, včasih ampak sem vedno na koncu potem rekel, krivi smo mi moramo biti toliko boljši, da tudi zmagamo kljub kaki odločitvi napačni sodnikov, ker sodniki so ponovadi slab izgovor za slabo igro ali pa včasih tudi nemoč. Zato mislim, da je predvsem na nas v klubu in predvsem v strokovni ekipi, pa tudi na igralcih, da kljub vsemu dokažemo, da nam je mesto v tej elitni skupini tudi v naslednji sezoni. Bo zelo težko, ampak naredili bomo vse, da bo tako. Morda samo v koncu še boste skušali kaj narediti, da še bolj zanimirate gledalce, kajti v teh 3 tednih oziroma tednu in pol v 3 srečanjih se odloča usoda vašega kluba. Vsekakor zelo rad bi jih povabil, vem, da se zdaj ta poletni čas malo spremenil in da so te tekme pravzaprav kar malo zgodne, ampak res želim povabiti, mislim, da so predstave naših košarkašev tako današnja kot tista pred 10 dnevi v prva tekma s Postojno dokazale, da lahko igramo izredno atraktivno košarko, ki bo zagotovo privabila še več gledalcev in jih res prosim, da nas podprejo v teh trenutkih.